Ne vem, kaj se dogaja s telefonom. Noro, samo odkole se las snema. Ne vem, kaj je to. Haj, taki videi so meni mogoče najbolj sladki, ker so kratki, jedrnati, pa predvsem zato, ker me spodbudijo za nekaj, da bi vam rada povedala. In sicer, ali sem to v soboto? Ja, v soboto mislim, da sem objavila en video o Neni, o eni dragi dami, kjer je čudovita, kar se tiče res čudovita, zna biti odlična podpora partnerju. Kaj je bilo zanimivo, da me je pa to spodbudilo, ker je marsikatera oseba mi pisala, zakaj drugih stvari, pa sem potem rekla, to bi res rada delila z vami. Kako lahko žrtev postane konkretno zmagovalka? To so konkretni primeri, tako da to ni nekaj, kar bi samo malce slišala ali pa slišali, gre se za to, da resnično lahko naredite korak naprej. Tako da, draga moja, mogoče so prav za tebe zdaj ti primeri, da se opolnomočiš in da stopiš ven iz cone udobja in da res narediš korenito spremembo. Vsi primeri, kateri vam jih bom naštela, so primeri mojih strank, mojih čudovitih strank, res čudovitih strank. In danes, ko sva se vozila z možem domov, sem rekla, saj ni čudo. Meni res pridejo samo tiste stranke, ki res resnično se odločijo narediti spremembo. Tiste, ker vejo, da pri meni ne bo šlo, da bo kar tako mal tako, ampak je treba narediti spremembo. In če zdaj pomislim, zdaj sem končala prvi letnik transakcijske analize. Želela sem se vpisati na to transakcijsko analizo, zaradi tega, da dobim diplomo, ker se mi zdi, da ful veliko že vem, to kot človek enkrat v kadrovski službi, ko toliko ljudi zaposli, ko toliko, pa pol skozi vse te obrede, pa rečeš, daj mi še teorijo, še potrebujem, pa skozi sem imela rada transakcijsko. Ampak po drugi strani, ko pa sem tam, pa ko slišim, kako vedno iščejo ljudje druge krivce za svoje izzive, pa razmišljam, a bom lahko še zdržala 3 leta to poslušala. In zdaj gremo na konkretne primere, kako lahko čisto vsaka oseba postane iz žrtve zmagovalka. Kratko, jedrnato. Najprej, kar je, čisto vsaka, ki je uspešna in je nekaj naredila v življenju, ali je to oseba moški ali ženska, je šla skozi določene bolečine. Prosim, pokažite mi eno osebo, za katero mislite, da je kar vse padlo dol z neba, kot da se karkoli se zgodilo, ne glede na to, ali je oseba bogata ali oseba revna. To pomeni, če ni bolečin, oseba ne more rasti, ker samo skozi bolečine se odpira. Tudi, ko smo prizadeti ko smo najprej prizadeti z ljubljeno osebo, takrat šele lahko ljubimo. Ker enkrat, ko nas nekdo prizadene, odpremo srce in takrat rečemo, oh my God, jaz imam srce in lahko dajem nekomu to ljubezen. Tako da, tega ni. In ko mislimo, kaj vse so nam naredili, kdo vse je kriv za to, da mi nismo uspešni in dobri, pozabite, to so bile samo vaše lekcije, vaše preizkušnje, se vam je zgodilo, tako kot če bi človek rekel, vse se mi dogaja za moje in v najvišje dobro. Da se zavedate, da je to se je zgodilo, da naredite korak naprej. Na četrtekom videu bom govorila, zakaj menjujemo službo, ampak dajmo konkretne primere, da slišite, ko ste tudi ene vspodaj napisali, meni se je to zgodilo, pa sem pa se usedla v avto in mislim, ko smo se usedla v avto, sem rekla, oh my God, da slišite kakšne zgodbe in te zgodbe, da vidim, kako boste zdaj na te zgodbe odreagirali. To pomeni, vam kar konkretno bomo začeli. Imam stranko, kjer ima svoje podjetje, vendar začela je najprej skupaj delati s svojim možem. To pomeni, skupaj sta ustvarila podjetje. V tem podjetju, v tej zvezi, jo je partner prevaral, z njeno prijateljico odšel stran od nje, se ločil in ona ustanovila svoje podjetje, kjer je zdaj bolj uspešno od njegovega podjetja. Kakšna je to zgodba? Punce, havš, res noro, kaj lahko ena oseba naredi. Gremo drugo zgodbo, ampak to so vse zgodbe resnične. Druga zgodba, 2 direktorici, 2 zelo uspešni direktorici. Obe uspešni internacionalno, to pomeni navzven. In ena in druga financirata svojega partnerja vrsto let.
To meni zakaj? Zaradi tega, ker hočete biti uspešni, hočete lepo živeti, da otroci lepo živijo, partnerje financirata, kar pomeni, pristale sta na to, da financirata svojega partnerja, da pač oni živijo, one dve bodo pa vse delale. My God, punce, dajmo se tudi malo zamisliti. Gremo naprej. Tretja zgodba. Ženske oziroma dekleta, ki so rojena v zelo, zelo premožni družini. To pomeni, da ima vse, da je oče in mati sta vse ponujala in potem starši redko kdaj vidijo svojo osebo uspešno, zaradi tega, ker ne vem, kaj bi moglo biti, da bi bila ta oseba uspešna. No? In to, ki je imela krča, ker so vsi drugi bili, ne vem, še bolj uspešni od nje, da je naredila v roku 2 let dvakratno povečavo svojega posla, pa ne samo to, pokazala, kako je lahko srečna s svojo družino in tudi v poslu. Evo, to zgodba tudi, tako da včasih so meni težje zgodbe tiste, ki imajo družine, ki prihajajo iz premožne družine, kot pa tiste, ki prihajajo iz revnih družin. Tako da vedite, tam, ko so premožni, tam mora še toliko bolj biti močnejši, da dokaže svojim staršem, da si res dober. Ok, gremo naprej. Ok, ta je dobra. Ta je vrhunska. Ta je res vrhunska. Ena izmed mojih strank, stara tako jaz, je že 2 podjetji. To pomeni, ona ustanovila obe podjetji. V eni je bila sokreatorka podjetja, v drugi je ona ustanovila podjetja. To pomeni, v prvem, kjer je bila sokreatorka, se je naveličala tega, kar počne. Čutila je, da to ni več za njo, da to ni tisto, kar bi njo hranilo, kar bi dalo krila, da bi ona bila srečna in je prodala svoj delež. Naj vam povem, da gre za zelo, zelo uspešno podjetje. Zelo uspešno podjetje. In potem je začela delati nekaj za svoj hobi in iz tega hobija naredila ponovno uspešno podjetje. In tudi prišlo do tega, da se je tudi tega sedaj, to je v redu, po tolikih letih zraslo uspešno podjetje in je čas za prodajo. Evo, a niso to zgodbe o uspehu? A niso to zgodbe, pa naj povem, da niti v eni, niti v drugi in noben od staršev ni dal. In tudi noben od partnerjev. Sama je ustvarila, sama začela delati. Lepo prosim, naj vas to spodbudi, da se več ne vidite v vlogi žrtve in potem se ene kar obesite gor, kako te razumem, kak si Boga, druga, kak si Boga in pol to kar raste in kar same žrtve imamo okrog in okrog. Ja, malo moram biti huda na take stvari, ker se mi včasih zdi, punce, da sploh ne veste, koliko imate potencijala. Resnično, gremo naprej. Pa to so vse resnične zgodbe, kar vam govorim. Ok, ta je dobra. Eno terapevtko ima, vrhunska, ima čudovitega partnerja, dela v multinacionalkah, vse povsod je močen, nema da nema, ampak brez nje nikamor. Ona se odločuje, ona mu pomaga na teh stvareh, ona mu pomaga, pride domov z izzivi, ona predlaga, kakšno bi bilo. Sej ta mož njen ve, da je ona danes, kdo je, ampak v vsakem primeru, ona je bila tam v dozadji, tam, ti si tu, ko so prišli izzivi, pa je mož prišel ženi domov in je pač povedal, in ta žena, ne da je samo bila uspešna tudi z njegovimi podjetji, tudi delala, ideje dajala v podjetje, ona hodila vse povsod z njim na popotovanju, zato da je lahko on uspešen. Drage moje, to so zgodbe o uspehu. To so zgodbe, kjer so se ženske odločile, da ne bojo žrtve, ampak da bodo zmagovalke. Ok, gremo naprej. Ta je tudi močna. Imamo, veste, ko rečejo, modni kreatorji pač ne morajo, Slovenija majhen trg, ne morajo biti uspešni. Naj vam povem, da poznam osebo, ne da je samo poznam, ker je čudovita, ker dela 2 službi v obeh podjetjih, kjer je, to pomeni in v enem podjetju in v drugem podjetju, zelo uspešna. In eno izmed tistih kreira svojo blagovno znamko. Super gre, super uspeva, ne rabi nobenega marketinga, teh velikih marketingov, ker dobro funkcionira in dela. Samo zato, ker verjame v to, kar počne. Ok, a se da? Da se. Gremo naprej. Ta je močna. Imam eno izmed mojih strank,
mislim, ona mi je pa tako prečudovita. Starši so umrli v prometni nesreči, ko je bila majhna, ostala je sama z bratom. In naprimer to bi se lahko reklo, joj, pa ne morem, pa nima kakega vzvoda, pa ni imela ljubezni in gor dol. Danes je uspešna, je podjetnica, ne majhna podjetnica, podjetnica več kot drugi v tej branži, in potem čudovita žena, krasna mati in konstantno odprta za trende. In že to, kar počne, ima že upgrade, kako naj povem, je trendsetterka v tem, kar počne. In nikoli ne vidi, da je lahko žrtev, ampak iz tega je potegnila najboljše, kar je zmogla. Gremo naprej. Imam osebo, eno izmed, srčno upam, da boste vsaj v enem se našli notri. Osebo, ki je dvakrat prebolela raka, bila zelo uspešna v tem, kar je počela, ustvarila čudovito hišo, čudovito podjetje, vse naredila, potem pa spoznala, da ni več srečna s svojim partnerjem in je vse pustila, vse zapustila in začela ustvarjati na novo. To pomeni, če želi, ji to uspeva. To pomeni, isto tako lahko tudi vam uspeva. Ok, mogoče še, kjerga, ta je še močen. Mislim, se ne vem več, kjer je to vam res, ko so taki casey, ko so taki primeri, da kar ne vem več, kjer ga bi vam povedala. Koliko imam mamic taki, ko so samohranilke, ko so ostale, naprimer, ko so jih partnerji zapustili, ko še otrok ni bil star niti 1 leto. Niti 1 leto, ker je že prej prevaral, pa sem malce vstal. In jaz imam takih samohranilk, mamic, ki so se odločile, da bodo v življenju uspele in so danes uspešne na različnih področjih. Je pa razlika, da vse te osebe, katere prijo k meni, so resnično borke. In zdaj, ko so prišle k meni, sem jim povedala, zdaj pa dosti borke. Zdaj pa ne rabimo več biti borke, zdaj smo pa lahko to, kdor smo, zdaj pa lahko odprete na polno srce in začnete res delati tako, kot čutite. To meni, kadarkoli niso upale prositi za pomoč, zdelo se jim, da to vse one zmorejo, da pa ni šans, one vse lahko, vse zmorejo in preveč so zahtevne do sebe. No, ampak kaj je poanta? Zdaj živijo odprto življenje, zdaj se zavedajo, kaj pomeni imeti sebe rad, zdaj sebe znajo postaviti na prvo mesto in se zavedati, da res so lahko srečne, če to želijo in da so one tiste prve in potem bo vse drugo naprej. Ok, tako da, jaz bi vam še lahko takih primerov naštela, glejte, če je cirka, ne vem, koliko jih je zdaj, 160, 170, izmed teh zgodb, jaz včasih občudujem, včasih rečem, da moja zgodba ni toliko vredna, toliko so vredne njihove zgodbe, kaj mi govorijo, kaj vse slišim. Zakaj to želim izpostaviti? No, ali bom v torek ali v sredo pa objavila en video, to pa predvsem za tiste moje drage snahe, ki delajo v družinskih podjetjih, ker mi je bilo čudovito, zdaj na SBC-ju je bilo veliko snah, en mail še en pol za njih, da se malo tudi ve najdete notri, tiste, ki včasih ste kot mravljice, najbolj pridne, marljive, pa niste toliko vidne. Danes, kaj je moja ta objava, tale moj live, želja ali pa namera mojega live-a je. Vsak gre skozi bolečino, ampak v tej bolečini lahko gre v žalost in ostane v žrtvi. In reče, kaj vse se mi je zgodilo, zato sem danes tukaj, kjer sem. Eni se pa odločijo pa rečejo, ta bolečina, jaz vem, da zmorem, iz te bolečine bom postala še močnejša, še boljša oseba, še bolj prodorna in pokazala, da zmorem, da se res da. In vidite, ko meni rečejo, jaz sem tudi imela terapevtke, psihoterapevtke, pa tako, se še zdaj imam katero, In ko mi reče kakšna terapevtka, ne Tanja govori, da se vse da, da vse zmore, ne more vsaka postati zmagovalka. Kakšna je pa res skozi žrtev in ostane v žrtvi, ker res ne more, res ne more.
Jaz sem prepričana, da ve tiste, ki ste v vlogi žrtve, tiste mene ne spremljate, ampak da ste vse tiste, ki resnično vidite, da se lahko naredi neka sprememba. Ne? Ni področja, to pomeni oseba, ki je v poslu, se lahko najde kot žrtev in isto oseba se lahko najde doma v vlogi žrtve. Ne? Ampak samo od nas je odvisno, kako bomo mi to vzeli. Niti ena vloga ni enostavna, res ne. Biti doma, to, kar se je njena odločila, to je čudovito. Jaz, na primer, tega ne bi zmogla. Saj ne še, mogoče bom tam pri 55 to zmogla ali pa ne bi pa zmogla zdaj. Ena pa ne zmore tega, kdor smo mi. Ampak vsaka vloga je pomembna. Vloga mame je pomembna, vloga žene je pomembna, vloga prijateljice je pomembna, vloga podjetnice je pomembna, vloga vodje, vloga lastnice, vloga hčere je pomembna. Čisto vsaka in v vsaki vlogi se lahko najdete kot zmagovalke ali kot žrtve. Jaz sem prepričana, da če boste pozabili na to, kar se dogaja zunaj, ali pa rečete, saj se njej tudi to, in začnete čutiti sebe, boste točno vedeli, v kateri vlogi ste srečni, v kateri vlogi niste srečne. In odločite se za Božjo voljo sebe postaviti na prvo mesto. Ko mi vprašajo, zakaj to potenciram obred ljubezni, zakaj si tako želim, da grejo vsi na obred ljubezni? Ja, zato, ker eni na obredu ljubezni morajo začutiti polno ljubezen. Drugi je prav, da dajo vso žalost ven, ki se mi je kopičila, ne vem od katerega leta. Zato, ker so mogle biti pridne punčke, ali pa so mogle biti vsem ugajati, pa vsem ustrešena. V enih noter je skrita jeza in želim, da ta jeza gre ven, ki jo imajo nakopičeno, zato ker morajo biti fajne, take in drugačne, ne smejo biti pristne. Vse, kar je, danes edino uspeva, če je človek pristen, če človek res živi to, kdor je. Jaz srčno upam, da bo mojima otrokoma to dala, da bo ta moja otroka vedela, da če se jim smiji, naj se jima smiji, če hočeta jokati, naj se jokata, če karkoli, samo naj bosta to, kdor sta. In to se vidi. In jaz se ne bom vračala, ena je napisala noter za njeno, napisala, ne poznaš vso zgodbo, kaj me briga preteklost, pomembno mi je, kdo sem, kako se počutim danes, tukaj in zdaj. Če sem tukaj srečna, če so moji trenutki lepi, če čutim zraven sebe osebo, ki je srčna, topla, pa kaj me briga, kaj se je z njo dogajalo prej. Sej to je to, ker da vas drži preteklost, da ne morete ustvarjati svoje sedanjosti, da bo ta sedanjost kreirala vašo prihodnost. Pa ko ste danes srečni, to potencirate naprej. Danes ta sreča, ko boste danes srečni, boste to srečo prestavili na jutri. Če pa danes ne boste srečni, ni šans, da ste jutri srečni. Ne gre, kajti ko seme posejete, to seme najprej rabi dobro hrano, dobro okolje, rabi ta pravo temperaturo, dovolj vode, ne preveč, dovolj, predvsem kar pa rabi ljubezen. In če boste danes v ljubezni, boste to ljubezen lahko samo potrojili čez nekaj dni. Če pa je danes nimate, pa se vračate nazaj v preteklosti, pa ne bo šlo nikamor. Tako da srčno upam, da sem katero spodbudila, zato da se odloči in da se več ne smili sama sebi in naredi korak naprej, da postane zmagovalka. En velik objem vsem zmagovalkam in zavedite se, vsaka od nas je enkrat padla, vsaka od nas ima težke zgodbe, ampak vsaka težka zgodba ti samo kaže, da ti to zmoreš. To se ti odpre, osebna rast, to je osebna rast. Vse veste, kaj pravi, osebna rast je to, da sprejme sebe, kdo si. Da se ne smiliš sam sebi, da rečeš, to je to, jaz grem korak naprej. Čau, lahko noč.